Da je Hondin CR-V zelo prijeten avtomobil, smo povedali že v testu bencinerja. Če vam nenavadna oblika, in tukaj ciljem predvsem na tale zadek, ne dela preglavic, boste dobili zelo prostoren, predvsem pa zelo uporaben avtomobil z ogromnim prtljažnikom. In z vrati, ki se odpirajo skoraj pravokotno, da boste kar skočili na zadnjo klop. Lahko ima 7 sedežev, čeprav na 6. in 7. boste sedeli precej utesnjeno, zato jo ne priporočam. In zelo prijetno armaturno ploščo, ki ima tokrat celo lesene dodatke. Tale je hibrid, s čimer je tekmec samo še enemu predstavniku v tem segmentu Toyota RAV4. Čeprav sta v bistvu oba hibrida, je tehnika povsem drugačna in CR-V ima celo 2 elektromotorja. Lahko se peljete zgolj na elektriko, ampak ne daleč, ker je baterija majhna. Lahko vas poganja tale elektromotorja oziroma eden od njiju, v tem primeru pa bencinski motor služi le kot generator. Lahko pa vas tudi poganja bencinski motor. Vse skupaj, vem, je malce zapleteno in ta avto tudi nima menjalnika, le povezavo do vseh pogonskih sklopov. Ampak vozniku je itak vseeno, ker sistem vse dela samodejno. Skupna sistemska moč je 182 konjičkov, poraba pa zlahka samo 6 litrov oziroma kakšen deci več pri takšnem štirikolesno gnanem CR-V. In do 60% moči gre lahko na zadnji kolesni par, zato se avto ne bo ustrašil vsakega terena, tudi 20 cm oddaljenost od tal je kar ok, sicer pa je takole na asfaltu zelo prijeten, mogoče malenkost bolj okoren od Toyote, ampak res malenkost. Predvsem pa zelo udoben, občutek na volanu je zelo fin, volan je lepo obtežen, prav prijetno je. Primerjava s Toyota RAV4 je tokrat povsem na mestu. Oba sta hibrida, oba sta povsem enako dolga, celo oddaljenost od tal je različna samo za 1 cm. Pogonski sklop Toyote je malce močnejši, zato je avto malenkost hitrejši, sicer pa se oba zelo podobno peljeta, porabita enako, oba sta enako glasna. Tale se mi zdi edino malce bolj premijski in še malenkost bolj prostoren in uporaben. Tudi cene so zelo podobne. Tole, kar vidite, je 43 €, je pa tole najdražja različica.